Po končani slavnostni akademiji so se zbrani po Aljaževih poteh podali še na Šmarno goro. To pa je hkrati prvi delček poti, ki so si jo člani gorniškega kluba Jakob Aljaž zamislili kot Aljaževo pot od doma do doma. Avtor ideje je Janez Kocjan Janko, ki je svojo idejo predstavil na Šmarni gori, kjer so ob tej priložnosti odprli razstavo, ki razkriva lepote te načrtovane poti. Večkrat sem šel na goro tudi z te strani od vrha in ko sem sedel na klopi in videl v daljavi Triglav, sem rekel, poglej, kako bilo lepo, če bi nekdo šel od njegovega doma do Triglava po teh poteh, ki je tudi Aljaž hodil. Sem rekel, zakaj ne bi mi Aljažovci, torej gorniški klub Jakoba Aljaža, ta, ki bi peljal ljudi, mlade Slovence, tiste, ki ga še ne poznajo, na to pot, da bi ga spoznali, da bi spoznali domovino in da bi začeli razmišljati, kot je razmišljal on. V pripravi je vodnik, ki bo vodil gornike vse od Aljaževe rojstne hiše prek 22 kontrolnih točk do Aljaževega doma v Vratih, zadnje postaje na spominski poti. Skušamo biti Aljaževi, da on je postavil eno leto gorsko kočo, mi bi pa postavili en vodnik v eno leto. Skupaj je na spominski poti 24 kontrolnih točk, od tega 6 gorskih vrhov, 8 planinskih postojank, 8 cerkva oziroma župnišč, Aljaževa rojstna hiša in njegov grob. Vse naj bi bile opremljene z žigi in spominskimi ploščicami. Pot je namenjena vsem, Ni zahtevna, pač treba se je pospeti na Storžič pa na Stol, potem gre se tudi čez Brezje, tudi po ravnini, tukaj gremo recimo iz Šmarne gore do Preddvora je sama ravnina. Tudi recimo mnogi bojo rekli, zakaj bom pa po ravnini hodil, Ampak verjetno še noben ni šel peš, ali pa redki, da so šli peš iz Šmarne gore do Kališča recimo, ali pa do Preddvora, tako da tudi to je en del Slovenije precej lep.